Kaj, dragi gospod profesor Čebula? Hvala, samo. Potem pa morate malo telovaditi. Ena, dve, globok počep. Počepati. Če bi znal človek počepati in se priklanjati, bi bil že kdaj kaka visoka živina v prosvetnem ministrstvu. Škoda, da niste. Danes bi vas hudo potrebovali. Klanjam se. Dobar dan, kaj pa prinašate, Toni? Okrožnico ravnateljstva sem prinesel. Gospodična profesor Zorova je še ni podpisala. Ne, 3. tega meseca ob 12. uri bo izredna konferenca učiteljskega zbora v disciplinski zadevi Katarine Slaparjeve, učenke 8. B razreda. Lepa konferenca, že moram reči. Prognoza kaže na burno konferenco. Gospa profesor Mozovc je prišla v šolo z bojno opasico. Opasico? Se lahko se reče tudi s pasom. Njena zunanjost je bila od sile bojevita. Te Mozolčeve, sploh ne razumem, da ti gre brskat po papirnem košu. Dobar dan. Dobar dan. Kar nadaljujte. Zakaj ste umolknili? To jaz? Nikar ne tajite. Kadar spajanes tam, da kadar stopim v sobo, vsi umolknejo. Besede pa še frče po zraku, kakor strupene mušice. Nikar ne pretiravajte, prosim. Rajše lepo sedite. Hvala, jako ljubeznivo. Kaj pa tako tipate po stolu? Refleksna kretna. Zmerom sedem na kak žebu ali lim. To so duhovite šale naše mladine. Zadnji sem sedla na torto. Vi kar se tako neumno ne smejte. Dekleta so me presenetila s torto za rojstni dan, a seveda jo niso položila na mizo, marveč na stol. Kaj pa je? Ste se zbodli? Ne, samo mislila sem. Zame je vsak stol sovražen četveronožec. Po mojem živite v veri, da je vaš svet vaš sovražnik. A verjemite mi, da bi lahko z enim samim smehljajem spremenili vse to. Tak smehljaj dela čudeže. Poskusite v priliki. Smehljanje je stvar lepih in mladih ljudi, kakršna je Katja Slaparjeva. Pustite to revico pri miru. Najbrže so reševalne okolnosti na njeni strani. Seveda, bila je moja najpridnejša učenka v šoli. Vaša učenka? Ja, to popdansko južno je zmeraj bila pri meni. To ji gotovo ni škodovalo. Po mojem mnenju je vsa hiba v pretiranem telesnem vežbanju. To bi si bila lahko mislila. Napak. Vsega tega ste krivi vi, saj poučujete tu že leta in leta dekleta v ljubezni. Jaz? Vi, literarna zgodovina, lirične pesmi, pri vas se učijo ljubezni v rimah. Ubogo dekle je samo prozo predstavljeno. Torej, jaz sem vsega kriva? No, potem rajši grem. Vi bi še angela spravili, da bi skočil. No, vi pa, angel, pobotaj vas raje. A, želite no iglo? Ne, hvala. Pri konferenci se zopet vidiva. Uboga ženska. Kako nesrečen človek pravzaprav. Zmerom mora tičati samo v svoji družbi. Servus, Čebula. Dobar dan, odlična kolegica. Rad bi govoril z vami. Ta mučna zadeva, ki pride na današnjo konferenco, ima tudi svojo fizično stran. Vsekakor. Vi ste edini, ki imate kot telovadna učiteljica stik s telesnim življenjem naših učenk. Telovadnica, kopališče, vi morate paziti na neke znake zrelosti.
Za vas je torej razmeroma najlažje, da postavite to stvar v luč, v kateri bo videti, če že neodpustljiva, pa vsaj človeško razumljiva. Tem bolj, ker se to ujema z mojim prepričanjem. Šola imenuje deklice gojenke, učenke. Jaz pa sama vem, da so to mlade žene. No, videli. Žene, ki jih čakajo v življenju velike naloge. No, videli bomo. Pouk se konča v 12. Recite, prosim, gospe profesor Mate, da naj obdrži učenke, ki bi jih eventualno zaslišali kot priče v šoli. Prosim, gospod ravnatelj, sama vam bom privedla dekleta. Mene bodo rajši ubogale. Nasvidenje. Nasvidenje. Priče? Saj to gre za pravosodno postopanje. Bojim se, da se kot pri vsakem postopanju tudi to pot ne bo izkazala popolna resnica. Saj ne gre za resnico, namreč, da rešimo dekle, ne glede na njeno krivdo. Čebula, jaz vem, da je nedolžna. Odkot pa veš to? Priznala mi je. A, če ti je pa sama priznala, to je pa nekaj drugega. Tako govori že včeraj sem opazil, da ti nekaj tare. Slabo sem spal nocoj. Ta slučaj me je precej prizadel. Čebula, si ti zmeraj poučeval dekleta? Večji del? In ti ni ves, ni nikdar ničesar očitala? Nikoli. Zmeraj sem jih bil nemoteno vesel. Zame je bila mladostna ženska lepota vedno samo vir humanizma. In si imel tudi že zaljubljene dekleta? Na ducete. Dokaz je, da sem se kot učitelj obnesel. Šlabarjeva, kaj iščete tukaj? Zakaj ne ostanete v svojem razredu? Gospa profesor Mate mi je dovolila priti semkaj. Rada bi govorila z gospodom ravnateljem. Ničesar nimamo govoriti drug z drugim. Prosim, mislila sem... Pri konferenci boste imeli priliko, da boste povedali vse, kar hočete povedati. A midva se bova srečala samo še tukaj, pri tej mizi. Ste razumeli, kaj sem rekel? Gospod ravnatelj, za moje življenje gre. Dovolite, da pojasnim, kaj se gre. Obžalujem. Pri včerajšnjem zaslišanju ste presekali pot vsakega nadaljnega pojasnila. Čakajte, da pridete na vrsto. Ta zvonec je že tako zapel za vas. Toni, Gospod ravnatelj, ukazuje. odvedite Katarino Šlaparjevo v govorilnico za starše. Med odmorom ne sme govoriti z nikomer. Ostali boste pri njih, dokler se ne prične konferenca. Gospod ravnatelj, prosim, saj nisem jednica, zakaj ukazujete, da me stražijo? Hočem pa spustiti same v tem nevarnem stanju. Tak, razumite me že, Šlaparjeva. Pomagati vam hočem, zaupajte mi. Hvala, gospod ravnatelj. In zdaj idite. No, pojdiva že. Saj se bo vse dobro izteklo. Rožljati sključi kot kak jetniški paznik. Zakaj ta strogost? Se tako bojiš Šlaparjeve? Bojim. Oprosti, a stvar je videti ravno taka, kot da bi se ne upal biti sam z njo. Vem, da je zelo težko biti tako mlad in ravnatelj ženske gimnazije. No, prosim to. Te pri najboljši volji ne morem rešiti. Torej, jo hočeš rešiti? Ja, se razume. Kaj ti, če kaznujem njo, pa vendar ne morem kaznovati moškega, ki je kriv tega pisma. Moškega? A jaz grem še dalje. Kako naj kaznujem to pomlad, ki lije skozi odprto okno? Pa gore, tam gori in travnike. Ves ta razgorljivi... Dober dan, se klanjam. Dober dan. Kako se ti godi, časti vredni gospod ravnatelj? Veseli me, da se vidiva še pred konferenco. Potem takem si lahko prilagodiva še svoje nazore. Jaz hočem vse sile zastaviti v to, da bo naš zavod brez ovir stopil v novo dobo. Novo dobo? Se razume. Zahteval bom namreč garancij za budućnost. Vzgledno strogost na vsej črti, da se vsaka kršitev discipline v kali zatre. Iztrebiti in v prah poteptati je treba vsako naravstveno ohlapnost. No, potem je pa vse v redu. Zdaj
odločiti na črto smetite. Ali dekle obesimo, ali jo obglavimo. Jaz bi priporočal, da jo razčetverimo in obesimo na gimnazijska vrata. Posmehuje se mi. Ne morem trpeti takih izrazov. V prah poteptati, v kali zadreti, sakri mišine v glavo, kadar te slišim takih izrazov. Zdi se mi, da te more tvoja žena strahovito sekirati doma. Kaj? Opazil sem, da profesori, ki so doma po hlevnico padali, najraje izbesne svojo energijo tukaj v šoli. Boga, nikar ne obračaj stvari v tvojo osebno stran. Hvala za zaščito, gospod ravnatelj, a ne potrebujem je. Priznam, da je moja žena stroga z menoj, ampak tudi jaz sem prav tako strog s svojo ženo. Mi smo sploh stroga družina. Pri nas izvira strogost iz svetovno-nazornega prepričanja. Mislil sem, da izvira iz žolčnega mehurja. Na to sploh ne odgovarjam. Prosim, gospod profesor Vrtač, zunaj vas pričakujejo. Kdo je? Oče ali mati? Mati. Sem si koj mislil, materine solze. Matematike ne znajo, pa me hočejo na ta način omečiti. K sreči sem zdaj ravno prav razpoložen. Kadar vidim tega Vrtača, mi je zmerom sram za Pitagora. Že sam sem mislil, da stvar ne pojde gradko. Draga kolegica, vi ste edini, ki lahko tu pomagate. Dokazati morate, da je dekle nedolžno. Pa je res tako? No, vi ste bili prvi, ki niste verjeli v njeno krivdo. Odkar sem tisto pismo še enkrat prebrala? No, prosim vas, to pismo je najboljši dokaz za dekletovo nedolžnost. Ves sestavek učinkuje tako kot šolska nasloga z naslovom Pomladna ljubezen v gozdu. Čudovit naslov. Niste pri preiskavi ničesar našli, da bi potrdilo vaše mnenje v tej smeri? Pač, o tem rajši ne govorim. Saj se zaradi tega močnega obeležja z vso to zadevo sploh niste hoteli pečati. Ne čudite se torej, če vam zamolčim podrobnosti. Prosim, nisem radovedna. Veseli me, da se je dekletu posrečilo prepričati vas. To ste rekli iz trohico Venkove, draga kolegica. Nikakor ne, še malo ne. Jaz vem samo to, da so na svetu srečne žene, katerih duše moški v hipu doumejo. Nažalost, jaz ne spadam med te žene. Če bi me kdo brez vzroka obdolžili česa, bi se moja nedolžnost nikoli ne izkazala. 12. Sodni zbor lahko nastopi. Gospod ravnatelj, dekleta so na mestu. Voglarjeva, Kolarjeva in Maljeva. To so najboljše prijateljice obdolženke. Druge sem poslala domov. Čisto prav, ni jim treba vedeti, zakaj gre. Nažalost, že vse vedo. Če vsa gimnazija govori danes o tem, kar je bilo do včeraj še tajno z papirnega koša. To je imenitna pedagogika, a la Mozolc. Kaj imate spet z malo čebule? Že spet ste obmoknili, ko sem vstopila. Vsak se mora obregniti ob me. Jaz poznam stališče koleginje Mozolčeve. Najni stališči se začuda ujemajo. Škoda, da se nista spoznala že pred 20 leti. Moje dame in gospodje, sedimo. Kje je Vidovič? Že tukaj, gospod ravnatelj. Kaj pa prinašaš danes? Navadna travniška sova. Otus vulgaris. Ta pa res sjajno spada sem. Predlagam, da ji odstopimo predsedstvo. Položi tisto sobo, kam in pridi bliže, Vidovič. Ali lepo te prosim, po čemu pa ves ta anga? Mene je nekoč zalotil moj razrednik s tako drobno punčko. Prepričan sem bil, da bom izključen.
Namesto tega pa me je nahrulil trap Viza Gamani. V taki situaciji človek pač ne pozdravlja svojega profesorja. Fanta iz 8. ni mogoče primerjati z dekletom iz 8. Prav tu tiči napaka. Če bi se stvar primerila fantu, bi vsak zatisnil oko. Ugotoviti moram torej, da merimo z dvojno mero. Ker je pa ena sama resnica na svetu, ne verjamem, da bi moglo tako poizvedovanje pripeljati do kakega Nikar ne posegajo v tog dogodkov. Spoštovani profesorski zbor, s tem pričenjam za danes opoldne napovedano konferenco in ugotavljam hkrati, da smo polnoštevilno zbrani. Moralne strani tega tu postavljenega vprašanja ne moremo reševati. Tudi pravega dejanskega stanja ni mogoče ugotoviti, ker nimamo pomožnih sodnih sredstev na razpolago. Naše dokazilno postopanje je potemtakem nezadostno, tako da na tej podlagi sploh ne moremo soditi. Skratka, ne gre nam soditi dejanja samega, temveč človeka. Položimo torej na tehtnico dobre in slabe lastnosti in tehtnica sama bo pravilno razsodila namesto nas. Popolnoma točno. In zdaj prosim gospod profesor Anomate, da nam kot razredničarka poda svoje poročilo. Spoštovani profesorski zbor, karakterizacija Katje Slaparjeve, učenke 8. B razreda, je popolnoma odveč. Šolska oblast sama jo je karakterizirala s pričevalom, ki si ga dovoljujem tukaj prebrati. V literarni zgodovini in vedenju odlično. V latinščini, slovenščini, fiziki in naravoslovju prav dobro in eno samo dobro v matematiki. Tako je. Tudi v našem tečaju za samozobrazbo je bila izredno delavna in je bila na temelju svojih pesniških sestavkov in idiličnih potopisov večkrat pohvaljena. To že rada verjamem. Enega njenih idiličnih potopisov smo ravno kar prebrali. Iz vsega tega torej lahko sklepamo, da je tudi inkriminirano pismo tak literaren poizkus, tem bolj, ker je čutiti v njem veliko tujega vpliva. Ljubezenski prizor je skoraj dobesedno prevzet iz romana Madame Bovary. Kaj smo se mar tu zbrali, da bi ocenjevali literarno delo Katarine Slaparjeve? Zbrali smo se, da bi preiskali pismo, iz katerega posnema del učiteljskega zbora pretirane zaključke. Jaz predlagam, da se stvar odpravi z navadnim ukorom. Spoštovani profesorski zbor, pridružujem se mnenju gospoda ravnatelja, da nismo sodišče. To, da iz tega, da po sodni poti ne moremo dognati resnice, ne sledi, da moramo potlačiti vso stvar. Čim nepopolnejša so naša sredstva, tem bolj goreče moramo iskati resnico. A kako da jo iščemo? Tega problema v njegovi stvarnosti ni mogoče preiskati. O vprašanju, ali je ena izmed naših učenk nedotaknjena ali ne, tu sploh ne smemo razsojati. To vprašanje se nam je vsililo samo po sebi. In naša dolžnost je, da ga brez strahu in sramu vzamemo v pretres. Brez napačnega sramu, a s pravo sramežljivostjo. S pravo sramežljivostjo. To rajši razloži dekletu, ki si je pozabila tam v gozdu. To ni res. Odkot pa veš to, gospod ravnatelj? Že 20 let živim v tem poklicu. Jaz znam brati v dekliških očeh. V dekliških očeh. Kakšnemu humanistu ne mara zadoščajo. Matematik pa zahteva dokazov. Dokazovanju se bi rad ravno ognil. Saj nismo zato tukaj, da bi dekle propastili. 14 dni prematuro, pa tudi če je napravila tak zmoten korak. Pa naše človeško dostojanstvo? One niso tako rahločutne z nami. Mi smo odrasli ljudje in nam ni treba toliko rahločutnosti.
Huda žalitev v mladosti pa dostikrat vpliva na vse življenje. Na dnu vsake izprijenosti tiči zmeram kako ponižanje v mladosti. To je res, šiba vzgaja sadiste. Ampak, kolikokrat je mene moj oče napil? In kolikokrat je mene moja mama pobožala? Pustimo ta osebna vprašanja. Gospod profesor Vrtač naj izvoli pojasniti, kako si razmišlja preiskavo. Ste povabili njene starše, gospod ravnatelj? Ne, nisem jih povabil, Zakaj pa ne, če smem vprašati? ker sem hotel počakati izida konference. Brez vzroka ne bom motil družinskega menu. Torej, rahločutnost na vsej črti. Menda, saj nismo krvava rihta. Naš namen ni, da bi dekle 14 dni pred maturo pripastili. Dekle, ki je ne mara nekaj zagrešila, čisto gotovo pa ne v taki meri, da bi zbudila javno pohujšanje. Že vsa gimnazija govori o tem. Tega pa ni krivo dekle. Pismo je bila njena privatna zadeva. Duh, ki rije po papirnih odpadkih, ta je kriv. Bravo. Iz srca si mi povedal. Če je to storila, je to nemara proti disciplini, nikakor pa ne proti naravi. 19 let ima. Moja mama v teh letih je že imela otroke. Pa ne v gimnaziji. Narava se ne briga za mesto in kraj. Videti bi morali, kaj se godi tam zunaj, v naravi spomladi. Pa bi kmalu prišli do tega, da se sestoji vse življenje iz samih grehov. Potem takem bi morali v svet izključiti iz gimnazije. Prosim, to so sofizmi, v lepo vpijoči sofizmi. Na ta način bi radi samo preprečili, da bi zaslišali dekle. Prosim, še na misel mi ne pride, da bi hotel kaj prepričati. A jaz in ne bom stavljal vprašanja. Če na vsak način hočeš, se razprava lahko prične. Toni, Gospod ravnatelj ukazuje? privedite Katarino Slaparjev. Takoj. Samo trenutek, Toni. Ja. Stopite bližje. Niste nikdar opazili, da bi pohajali v bližini gimnazije mladi fantje in čakali na dekleta? Seveda sem opazil. Tako stoji na primer kaj prhek in eleganten mlad gospod vsako poldne na vogalu. Pa veste tudi, koga čaka? Seveda da vem. Gospod profesor Mozovc. Idiot! Saj to je moj brat. Prosim, niti z besedice nisem stavil, da to vas ženim. Kar vstopite, prosim. Katarina Slaparjeva, učenka 8. B razreda. Tukaj. Profesorski zbor naše gimnazije vas je pozval pred svojo izredno konferenco. To seveda ne pomeni, da bi hoteli siloma vdirati v vaše duševno življenje. Respektirali bomo vaše skrivnosti, ker nismo poklicani za to, da bi vdirali v vaše skrivnosti. Ste razumeli, kaj sem rekel? Razumela sem. Del profesorskega zbora pa se zanima za stvarni del te zadeve. Za to, kaj se je zgodilo z vami na Šmarjeti gori. Pri današnji konferenci bo govora o tem. Vsa druga vprašanja, identiteta moškega, torej diskretni del te zadeve, ne spada med stene tega zbora. In zdaj prosim gospoda profesorja Vrtača, da stavi v tem smislu svoje vprašanje. Modra navodila gospoda ravnatelja jemljem s pristojnim spoštovanjem na znanje. Stopite bližje, Slaparjeva. 19 let vam je. Da, Edinka. starejšega brata imam. In ima vaš brat prijatelje. Se razume. Potem takem ste večkrat v moški družbi.
Zmerom samo v spremstvu svojega brata. Plešete Rada. v javnih lokalih. Pred pustom sem bila starši na raznih plesnih prireditvah. In ob takih prilikah pijete tudi šampanjca? Samo pol kozarčka. In kakšen parfum uporabljate? A sploh ne. Ne lažite, saj čutim po duhu. Vedeti bi morali, da je učenkam prepovedano uporabljati parfum. To ni parfum. Kaj pa je? Milo. Umivate se torej s dišečim milom. Prosim, te vprašanje ne smatram. Potrebna so za splošno karakterizacijo učenke. Imate svež robec? Prosim. Prosim, gospa koleginja, bodite tako dobri. Svilen. Stopite sem Slaparjeva in si omočite ustnice. Prosim, jaz ne. Omočite si ustnice. Tako. Črtalo za usta uporabljate. Ne spada to sam? Če je učenka obdolžena takega prestopka in kaže pri tem nagnjenje uporabljati rdečilo za usta, utegne biti to odločilne važnosti. Tako je. In zdaj nam boste povedali zgodbo šolskega izleta, od prvega trenutka pa do zadnjega. Zjutraj ob 8 smo se odpeljali iz gimnazije s posebnim In avtobusom. kdaj ste se vrnile? Zvečer ob 8 z istim avtobusom. Drznete si trditi, da ste se vrnili z razredom. Da, Povejte, gospa koleginja, ste ob vstopu v Kranju prečitali imena? To se razume. In je bila Katarina Slaparjeva navzoča? Brezpogojno. Drugače bi si vendarle morali že zabeležiti neupravičen izostanek. To bomo takoj videli. Voglarjeva, Malijeva, Kolarjeva, pridite noter. klanjam se. Voglarjeva, Malijeva, Kolarjeva. Vi ste najboljše prijateljice Katarine Slaparjeve? Katera izmed vas se je pri branju imen oglasila na šolskem izletu na mesto Katarine Slaparjeve? Nobena izmed nas. Pazite se, Voglarjeva, v matematiki ste zelo slabi. Bojim se, da vas bom moral vreči. Prosim, gospod profesor, saj se učim noč in dan. No, to sem le mimogrede omenil. In zdaj mi odgovorite v svoji vesti. Ste prišli s Katarino Slaparjevo skupaj domov ali ne? Čakajte, Voglarjeva. Vi ste sicer v matematiki zelo slabi, a to nima z vašim odgovorom prav nič opraviti. Ali padete, ali ne, govoriti morate čisto resnico. Oprosti, gospod direktor, zdaj sprašujem jaz. Jaz vidim iz te vrste izpraševanju neko izsiljevanje. Ampak gospod direktor, pade van le sebe. Kaj se to pravi? Jaz ne razumem francoski. To se pravi, nikar pred učenkami, gospod profesor. Odgovorite to, kar sem vas vprašal. Čisto dobro vem, da je prišla Katja z nami domov. Spominjam se tudi, da je imela venec v laseh. Venec? V gozdu si ga je spletla iz hrastovega listja. No, saj potem je vse v redu. V gozdni temi ste si spletli venec. Priznate to, Slaparjeva? Priznam. In zakaj ste si v gozdni temi spletli venec? Ste si morda domišljali, da ste nevesta? Spletla si je venec, ker je pomlad. Ta čas si dekleta spleto vence v gozdih, da si z gozdnim zelenjem ovenčajo svojo mladost. Kako poetična predstava. Kdor pa pisari taka pisma, ne izgine v gozdu samo zato, da bi si pletel venec. Prosim, gospod profesor, prepovedujem si... Govorili boste, ko boste vprašani. Stopite sem, Malijeva. Prosim. Kdaj je prišel razred na Šmarjetno goro? Petih?
In kdaj ste v Kranju spet stopili v avtobus? Ob 8 zvečer. No, torej, tu imamo. Recimo, da je bila Katarina Slaparjeva ob vstopu v Kranju dejansko navzoča. Saj je imela medtem še cele 3 ure časa, da si je, s besedami gospoda profesorja Čebule, z gozdnim zelenjem ovenčala svojo mladost. Saj nisem sama pohajala po gozdu. Ves razred je bil tam. Vesele smo bile, da smo se lahko nadihale svežega zraka po zatohli šoli. Vam se zdi šola zatohla? Jaz že 30 let diham ta zrak. Včasih ga tudi shlapevate. Kolarjeva, Prosim, tukaj. kaj ste počeli na Šmarjetni gori? Metulje smo lovile. Angelska nedolžnost. Prosim, ob tem času kar prgolime linčko po travnikih. Od svetice frfotajo. Zdaj so terrejrat. Darek vsakom oficinale. Bravo, Kolarjeva, čisto prav. No, vidim, da ste v naravoslovju bolj podkovani kot v matematiki. A mene zanimajo dogodki, ne pa flora gorenskih gozdov. Povejte, Voglarjeva, se nikak moški potikal tam okrog za grmovjem? Pač, gospod profesor. Gospod profesor Vidovič. Gospod profesor Vidovič. Urezal sem si leskovko, če mora že na vsak način vedeti. No. Nadaljujte, Malijeva. Kaj se je zgodilo še? Podile smo se okrog, prepevale smo, polegale smo po travi. In kaj ste počele v travi? Klobase smo jedle. Nazadnje se bo še izkazalo, da so igrali dekleta slepe miši. Tudi kaj drugega se bo še izkazalo. Povejte, Voglarjeva, kdaj je izginila Slaparjeva v gozdu? Saj sploh ni izginila. Prej ste že priznali, kdor laže, mora imeti dober spomin. Mendacem oportet ese memorijem. Ne memorijem, pač pa memorem. Prosim, vi ne znate matematike, jaz pa ne znam latinskega jezika. Vi tudi dekliškega jezika ne znate. Prepovedujem vam v imenu morale, da bi stavili svojim učenkam tako vprašanje. Tako je. V dekliški gimnaziji smo. Tu je treba malo več takta, gospod profesor. In malo več viteštva. Sprejmi na znanje, da je bila Katarina Slaparjeva z menoj v gozdu. Tam sem mi pojasnil razliko med strupenimi in užitnimi gobami. To je res ganljivo. Slepotno dekle ima že svoje kavalirje. Zakaj izraz vas moram poklicati k redu? Ali gospodje, prosim za besedo. Voglarjeva, Malijeva in Kolarjeva, vaše zasliševanje je končano. Lahko greste. Hvala, gospod. Najprej pa mi morate dati častno besedo, da o dogodkih pri konferenci ne boste govorili s svojimi součenkami. Mi obljubite to? Obljubimo. Idite, naravnost domov. 1, 2. Ugotoviti moram, da zasliševanje ni privedlo do zaželenega rezultata. Ker sem bil oviran, imel bi še nekaj križnih vprašanj. Prosim, saj je obdolženka še tukaj. Katarina Slaparjeva, Tukaj. vprašam vas torej še enkrat. Zaenkrat še v polnem prijateljstvu. Priznate svojo krivdo ali ne? Na to vprašanje ne odgovorim, In zakaj ne? ker to gospoda profesorja nič ne briga. Kaj? Priznala sem, da sem napisala tisto pismo. Prosim, da me kaznujete za to. Vsako drugo vprašanje pa si prepovedujem. Skrajna nesramnost! Kaj si predrznete, Slaparjeva? Pazite se, dete moje, da to ni primeren, da bi vam pomagali do vaše pravice. Na vse zadnje ste le učenka našega zavoda. A s tisto nizkotno obtožbo ste napravili iz mene ženo, ki se bo branila do zadnjega diha. Če bi se gospod Vrtač drznil in me izven šole osumil česa podobnega, bi se našel kdo, ki Bi bi se našel kdo? Bi se našel kdo?
No, torej, smatrajte to kot obtoženkino priznanje. Meni poljubljajo izven šole gospodje vaših let roko. Upor! Javen upor! Držite jezik za zobmi, nesrečnica. Prosim, od dekleta, ki prizna, da ravnajo z njo v družbi kot z damo, pač ne moremo pričakovati kaj drugega. Gotovo ne. V kakšnem tonu pa govorite z menoj? V tonu, kakršen pristoja za vas. Namesto, da bi me vprašali matematiko, brskate po mojem življenju. Vi, buča na kvadrat. Nezaslišano! Da, buča na kvadrat. To vam še moram povedati kot svojo zadnjo besedo, preden odidemo to. Vsa gimnazija se vam smeje. In če me v prah poteptate, če me poženete na cesto, če me umorite, vedite, da imate glavo na kvadrat. Škandal! Nezaslišano! Prosim, mir. Spoštovani profesorski zbor. Zaključujem zborovanje v tej zadevi in predlagam, da se Katarina Slaparjeva zaradi nedostojnega vedenja do svojega profesorja izključi iz našega zavoda. Jaz protestiram. Vi protestirate. To bi bil kaj udoben izhod, da bi dekle izključili, ker je bila nesramna. Tako poceni je ne bo odnesla v tot. Pokoriti se bo morala za svoj resnični prestopek. Kaj ni vseeno, zakaj gre dekle od tot? Ne, tu mora zmagati princip. Jaz bom že zbila trmo tega bitja. Predlagam, da povabimo dekletovega očeta k konferenci. Njemu naj odgovarja na vprašanje, na katera nam noče odgovarjati. Mojega očeta? To je nemogoče. Tako. Nemogoče, da bi moj oče kaj zvedel o tej stvari. Torej vas imam. Očeta vas je strah. Sram me je pred njim. Vi ne poznate mojega očeta. Jaz sem zanj vse na svetu. Njegov ponos. Protim vas, gospod ravnatelj, storite z menoj, kar hočete, le mojega očeta ne vabite sem. Gospodična Mozolc, ustrajate pri svojem predlogu? To se razume. Treba je naposled ugotoviti, čigava volja bo zmagala tu. Volja profesorjev ali volja učenk? No, potem pa pojdem rajši sama tot. Kaj pravite? Gospod ravnatelj mi rekel, da nimate pravice nadaljevati to preiskavo, če prostovoljno odidem iz gimnazije. Prav, pa pustimo vso šolo tukaj. Svojo mladost, svoja otroška leta. Prosim, draga gospa profesor Mate, črtajte moje ime iz razrednice. Jaz grem. Kam? Umret, gospa profesor Mozolc. Zame ni drugega izhoda. Domov ne morem več. Druge stopajo iz šole v življenje. Jaz v smrt. To je moja matura, gospa profesor Mozolc. Tu mi ostanite. Pomirite se, Slaparjeva. Čašo vode. Pustimo jo na sveži zrak. Šolskega zdravnika. No, potrebujemo šolskega zdravnika. Ne ganite se mi od tot. Še bilo me muče. Zakaj? Ker smo včasih nasule žebličke na stol ali narisali oslovska ušesa na tablo. Zato me tako silno sovražite. Ne sovražim vas, Slaparjeva. Pač, sovražite me. Čeprav smo vas me vedno ljubile. Mene? Res je. Prizadele smo vam marsikaj hudega, a smo vas vendarle imele rade. Tudi na ta način se da ljubiti. Čim huje smo vas razkačile, tem bolj smo se vam smijale, tem silneje smo čutile, da spadate k nam. Gospa profesor Mozolc, razkuštena, zanemarjena, šklepetajočimi zobmi, a spadali ste k nam. Naša profesorica Mozolc, za katero smo trpele, ko smo jo mučile. Zakaj ste me pa potem ne mučile? Sama ne vem.
šolska tradicija. Ker so ljudje na svetu, ki jih moramo mučiti. In zdaj me imate. Maščujte se na meni. Izradirajte me. Obsodite me na smrt. Tega ne razumem. Da bi me mogel vendar to tudi ljubiti. Ljubezen je čudovita stvar. Včasih se skriva v najbolj čudnih oblikah. Ti nespametno dekletce, ti. Pa zakaj mi nisi tega nikoli povedala? Saj bi vas tako rada tudi sama ljubila. Trohico manj, več ljubezni, pa trohico manj žebljev. Vse obleke ste mi raztrgale. Hudobne ste bile z menoj. Celih 30 let hodim tu okoli in prosjačim za kapljo ljubezni. Zakaj nisi nikoli prišla k meni? Če bi bila taka, kot si sedaj, bežeča, drobna živalca, in mi pogledala s prošlečimi drobnimi očmi, in mi enkrat v življenju rekla, namesto gospa profesor Mozolc, draga gospa profesor, in poiskala pomoči pri meni, potem bi lahko storila zate vse. Ni še prekasno, draga kolegica. Za deklene mara ne. Zame pa. Tako žalostno je, se morala izsiliti kapljo ljubezni, ki jo drugim prostovoljno podarjajo. Pojdi sem, Slaparjeva. Mi nimaš nič povedati. Draga gospa profesor, 19 let mi je. Zdaj bi se šele pričelo moje življenje. Prosim, pomagajte mi. Že prav, deklice moje. Gospod profesor Vrtač, ne bi meni na ljubo prostili Kati Slaparjevi. Kvadratno bučo izpregledam. A kar se tiče dejanskega stanja... Kar se pa tiče dejanskega stanja, se pridružujem mnenju gospoda ravnatelja in predlagam, da preidemo z navadnim ukorom preko tega slučaja in pustimo Katjo Slaparjevo k maturi. No, vidiš, dragica, ni treba, da bi človek hodil takoj v smrt. Zdaj pa pojdi z mano na sveži zrak. Draga gospa profesor. Saj bi te tako rada objela, pa sem vsa nabodena z iglami. Spoštovani profesorski zbor, mislim, da po vsem tem nimam druge naloge, kot da dam to vprašanje na glasovanje. Prosim, trenutek oproščenja. Ker vidim, da sem v svojem mnenju ostal osamljen, se za svoj delež ne bom udeležil glasovanja. Čast mi je, gospod ravnatelj. Izjavo profesorja Vrtača bomo opisali v zapisnik. Vsi drugi, ki glasujete za to, da ostane v nadalje Katja Slaparjeva še gojenka našega zavoda, naj ostanejo. Konstatiram soglasno in s tem zaključujem današnjo konferenco. Na svetu so profesori, ki bi se dali nadomestiti z avtomati. Včasih se pa mašina upre. Gospa profesor Mozolc je bila avtomat sovraštva, a nekdo je vrgel vanjo iskro čustva
pa je padla kaplja solze v dne. V bodoče je bom respektirala in ne bom več tako klopotala pod njenimi okni. Torej, servus, Ana, dober tek, gospodje. Mislim, da smo žrtve tragičnega nesporazuma. Pravzaprav sem se šele danes zahvalil, da me svoj čas niso izključili. No, pojdiva, stara sova. Ponesem te nazaj v tvoje domovanje. Tu bi se ne smeli nagačati živali, pač pa nekateri gospodi profesori. Torej, dober tek in servus, nasvidenje. Nasvidenje. Konferenca se je končala z nesporno zmago za vas. Vesel sem, da je pri kraju. Zdaj gremo lahko že na počitnice. Mislim, da bojo imeli letos lepo poletje. Kje boste prebili počitnice? Ne vem, ne mara bi kam potoval. V Italijo. Pravkar sem dobila razglednico iz Benet. Pisala mi je učenka, ki je lani maturirala pri nas. Zdaj se je poročila in je na poročnem potovanju. Na poročnem potovanju? Marsikatero dekle zapusti šolo in jo zunaj že čaka ženi, ki se odpelje z njo v Italijo. Še nikoli nisem bila v Italiji. To mora biti velika stvar. Koliko ljudstev in vladarjev se je cela stoletja borilo za njo. Čez visoke Alpe so prihajali skozi mračne jelke in preko snežnih vrhov, da so videli morje. Še vedno pišete najin učbenik. Rada bi zdaj končala zgodovino srednjega veka. Obžalujem, letošnje leto ne bom pisal. A misel ni slaba. Pot ljudstv in vladarjev čez Alpe in morja. V šoli se učim to tako brez fantazije. Dekleta kar izlajenajo svoje naloge in nobeni niti na misel ne pride, kako lepo utegne biti to v resnici. Nasvidenje, draga kolegica. Oprostite, gospod ravnatelj. Rezultat konference morate sporočiti Kati Slaparjevi. Storite to zame vi. Jaz? Ja, ne bi se rad srečal z dekletom. Kako, prosim? Hočem reči, pred maturo nikakor ne. Potem takem šele po maturi? Da, ko ne bo več učenka našega zavoda. Razumete, Ana? Vse razumem, gospod ravnatelj. Nasvidenje, zbogom, Ana. Gospa profesor? Kdo pa je? Katja Slaparjeva. Da. Pravkar sem vas hotela dati poklicati. Prosim. V naročilu gospoda ravnatelja vam sporočam, da vam je profesorski zbor našega zavoda izrekel ukor 3. stopnje. Hvaležno sprejmem na znanje. Oficialna stran te zadeve je s tem odpravljena. In zdaj pridi sem, Slaparjeva. Vzemi stol in sedi. Da, gospa profesor. Pri maturi ne boš imela lahkega stališča. Misli, da bo gospod profesor Vrtač Ja, matematiko se pripravi posebno dobro. Latinščine se ti ni treba bati.
To ti bom že jaz pomagala. Prav nič ne vem, s čim sem si zaslužila vašo dobroto. Tega nima pomena. Pazi zdraj, draga moja. Označila ti bom stavek, ki ga boš morala prevesti pri maturi. Horac Carminum liber primus ad Lucium sextium, verc številka 4 na 3. strani. Razumem. Solvitur acris hiems grata veris et favoni. Horacova življenjska filozofija, ki oznanja užitek trenutka. Ki oznanja užitek trenutka. Nauči se besede, a ozirati se moraš tudi na pesniški smisel. Solvitur acris hiems. Trda zimska zmrzal se dali, čreda hlepi že na travnike sveže. Ve, male očice nespametne, v prvem dihu pomladi mi zdivjate v gost. Prosim, tega ni v tekstu. Da, v tekstu. Nunc docet aut viridi nitidum caput impedire mirte. Čas je, da z mirto ovenča si glavo. Kot si tudi ti stala venec in si ovenčala glavo. Z ljubeznjo si ovenčala. Kaj ti meni bo za manj lagala, dokler mene ne preslepiš. Gospa profesor, kaj je z Ne vami? dotikaj se me! Udariti ste me hoteli! Jaz tebe. Moj Bog, tega ne razumem. Gospa profesor Mozolc, ki me je vedno sovražila, me ljubila. In vi, ki ste me vedno ljubili, ste me hoteli udariti. Gospe profesor Mozolc, nisi ničesar vzela. Meni pa si vzela vse moje življenje. Že 15 let sedim in upam tu v šoli. Popravljam tvoje latinske naloge, Slaparjeva. A zdaj ne upam več. Kar to, kar se meni v 15 letih ni posrečilo, si dosegla ti v enem samem trenutku. Kaj sem vam storila? To bi morala čutiti. Premlada si še, da bi prav čutila. Kaj veš ti, kaj se pravi živeti sama v 2 sobah samskega stanovanja? In budi moj tovariš. Zvonila mi je k mojim izpitom, k mojemu doktoratu. In ko umrem, bo tudi zvonila ta budilka. Da bo doktorana Mateja, ki je bila z mirom tako točna, tudi točno prišla k svojemu pogrebu. Ljuba, gospa profesor, kaj bi mogla storiti za vas? Pozabi, kar sem ti govorila. A zdaj ti moram pojasniti še neki Horacov verz. Horacov verz. Summa vitae brevis. Dolgost življenja je kratka. Veš, kaj je rezultat mojega življenja? Da imaš ti prav, Slaparjeva. Spomladi, v mladosti je treba biti srečen. Gospa profesor, nikar me tako ne žalite. Oh, ne, Katja, saj te imam rada. Po tebi ljubim življenje. Pojdi, zleti ven v poletje čez Alpe v Italijo. Eno pa mi moraš obljubiti. Ko boš hodila po foru Romanum, nad starim kamenjem in stebrovjem, ko boš vse to v resnici videla, kar iz knjig že davno poznaš. Tedaj, tudi če boš še tako srečna,
Pomisli na svojo profesorico latinščine, ki ponavlja to leto za leto iste razrede in ki ne bo nikoli več stopila v višji razred. Draga gospa profesor, To idi zdaj in pripravi se na maturo.